Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. 13. marca je minilo leto dni, odkar je zaprisegla 14. slovenska vlada pod vodstvom Janeza Janše. V prvem letu delovanja je tretja vlada, ki jo v samostojni Sloveniji vodi premijer Janša, poleg spopada z epidemijo COVID-19 se morala spopasti tudi s konstruktivno nezaupnico, interpelacijami zoper nekatere ministre ter izstopom Desusa iz koalicije že po manj kot letu dni delovanja. V drugi polovici mandata jo poleg nadaljevanja boja s COVID-19 čaka tudi predsedovanje Evropski uniji. Oba nocojšnja sogovornika sta bila dr. Vinko Gorenak 14. marca lani, gospa Jelka Godec pa 25. marca lani imenovana na mesti državnih sekretarjev v kabinetu predsednika vlade in odlično poznata aktualne politične razmere v državi. Dober večer in dobrodošla. Dober večer. Dr. Gorenak, če morda začnem z vami, minilo je dobro leto, smo rekli, odkar je prisegla aktualna vlada pod vodstvom Janeza Janše. Kateri so po vaši oceni najpomembnejši dosežki te vlade v tem prvem letu njenega delovanja? Ja, jaz sem sodeloval tudi v tisti vladi 4-8, pa potem tisti vladi leta 12 kot minister, tako da recimo lahko primerjam tista obdobja sedanjim. Zagotovo 80% je COVID, je epidemija in vse ukrepi vezani na to, tako da je za delo po ostalih področjih, po moji oceni, ostalo zelo malo časa. Pa vendarle bi izpostavil naslednje stvari. Prvič, kar je 8 protikoronskih zakonov, ki so ohranili številna delovna mesta, ki so ohranili relativno stabilno gospodarsko in finančno situacijo, zato da bi lahko lažje išli iz te zadeve. Potem zagotovo moram omeniti še ta sklad za, mi pomagaš, sklad za okrevanje in pa seveda demografski sklad. Demografski sklad je pač tisto eno najpomembnejših nastavkov, da te milijarde, ki jih še imamo v tej državi, tega državnega premoženja, damo na en kup in zagotavljamo tam ven sredstva za seveda upokojence, kot tudi sredstva za družinsko politiko in tako naprej. Tako da tu se mi zdi, da smo v bistvu največ delovali na tem področju. Naši gledalci vaju oba zagotovo dobro poznajo, saj sta pravzaprav lahko skoraj rečemo domačina. Gospa Godec, vi prihajate iz Šentjurske občine. Na zadnjih državnozborskih oziroma celo dveh državnozborskih volitvah ste bili izvoljeni za poslanko. Od leta 2015 ste tudi podpredsednica Slovenske demokratske stranke, no kot že rečeno od marca lani pa državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade. Kako pa vi gledate na to prvo leto delovanja te vlade? Ste zadovoljni s tem, kar je postorila? Bi morda še kaj dodali k temu, kar je že povedal gospod Gorenak? Ja, jaz bi mogoče tudi dodala za mene zelo dobro delo na evropskem parketu oziroma v tujini. Jaz moram reči, da naš minister Logar je ta zunanjo politiko spravil na zelo visok nivo, kar nekaj stopničk više od prejšnjih dveh vlad. Razgovori, ki tečejo tako z evropskimi zunanjimi ministri, državami, kot tudi širše po svetu, moram reči, da to je zelo velik napredek. In to nam pomaga tudi k ugledu Slovenije, torej v Evropi in pa seveda tudi predsednikovo delo, tudi prav tako na evropskem parketu, kjer je tudi s temi pogajanji za evropski denar, če poenostavim, z 10 milijardami delno povratnih pa delno nepovratnih sredstev pripomogel k temu, da bo Slovenija lahko še bolje išla iz te krize, da bo veliko sredstev namenjenih torej za pokritje COVID stroškov, če tako rečem, tudi za ohranjanje predvsem za ohranjanje delovnih mest in spodbujanje gospodarstva. Hkrati pa se določen red vzpostavlja v državi tudi na področju nevladnih organizacij, na področju zdravstva, čeprav zgleda kot da nekje mogoče v zadnji stagniramo, pa vendarle se zadeve premaknile. Predvsem pa mene veseli to oziroma veseli, nekako dajem zelo pozitivno oceno tej vladi, to, da denar namenja direktno ljudem. Torej, da denar v zdravstvu, sociali gre za zgradnjo domov za starejše, za nove postelje,
v bolnišnicah, za nov kader, torej za negovalne bolnišnice in ne gre za študije, raziskave, kjer nikoli ne veš, kje v bistvu ta denar konča. Torej ljudje to COVID situacijo in pa drugače tudi vse te ukrepe, ki so temu sledile in drugi ukrepi, čutijo dobesedno v denarnicah. Gospod Gorenak, kot že omenjeno, je še pred novim letom aktualna vlada ostala brez stranke Desus, ki je izstopila iz koalicije. Po vašem mnenju, zakaj se je to zgodilo? Ali vlada ni znala dovolj dobro prisluhniti potrebam upokojencev ali gre razloge za to iskati kje drugje? Zanimivo, ne? Glede, kar se tiče skrbi za upokojence, bomo rekli takole, ne? Glede, lansko leto je bilo povišanje pokojnin za 5%, ne? To se ni zgodilo, jaz se ne spomnim, od leta 2005 naprej, ali ne vem, tam nekje, ne? In druga zadeva, vsi upokojenci, ki imajo pod 700 evrov pokojnine, so dobili dvakrat dodatke, maksimalno celo po 500 evrov, ne? Tako da, če je kdo kdaj poskrbel za upokojence, je prav ta vlada, ne? In nemogoče je, ne, da bi bil razlog izstopa Desusa v neskrbi za upokojence ali kaj podobnega. Nasprotno, poslanci Desusa so presrečni, tako vam bom rekel, ne, z skrbjo te vlade za upokojence. Tam je šlo za čisto drugo zadevo. Glejte, gospod Erjavec, zdajmo to tako naravno spovedati, ne. Gospod Erjavec je prišel nazaj zato, da bi Desus odpeljal ven, ne. Mislil je, da ga bo odpeljal na levo in da bo se sestavila leva vlada. Poslanci so mu pa obrnili hrbet in rekli ne, pa je pa Erjavec odšel, ne, to smo tudi zdaj videli, ne. In zdaj ta izstop iz Desusa, iz koalicije, ne, gledajte, zdaj tu treba zdaj nekaj reči, ne. Konec koncev je vse nepomembno. Si koalicija ali pa si opozicija, ne. A ima vlada 41 glasov ali pa 51. Važna so glasovanja. In vsa ključna glasovanja, od nezaupnice do interpelacij vam pokažejo, da opozicija pride do številke 37. 38 že ne vidi več, ne? To pa pomeni vse, da vlada funkcionira, da parlament funkcionira in da gre seveda za tak rahu odhod z Desusa v opozicijo, glasujejo pa večinsko, moram reči, za vlado, ne? In s tem tudi izkazujejo, in to je oni jasno povedal, mi s tem realiziramo naš program skrbi za upokojence, ne? In se mi zdi, da tile poslanci ravnajo kar prav. Kakšen je potem zdaj pravzaprav status stranke Desus? Ne vem, imajo še vedno ministra, ne? Potem tudi poslanci, tako kot ste rekli, glasujejo za večino teh predlogov vlade. S podpisom Erjavca so postali opozicija v državnem zboru. To je uradno stališče njihove stranke, ampak kar se tiče pa vlade in predsednika vlade, pa zdaj taka, ne. Glejte, dokler bomo imeli dobrega kmetijskega ministra iz njihovih vrst, dokler bomo imeli 4 glasove iz njihovih vrst, ne vidimo nobenega razloga, da bi Desusu karkoli jemali. Mislim na ta položaje pa mesta. O opoziciji bova kakšna rekla še v nadaljevanju. Morda se gospa Godec zdaj midva nekoliko posvetiva aktualnemu zdravstvenemu področju. To je pravzaprav tisto področje, za katerega imate vi odgovornost v kabinetu predsednika vlade. Se pravi, prej sva rekla, eno leto je že minilo od vašega imenovanja in eno leto tudi od začetka pandemije, ki je bila pa pravzaprav kar velika preizkušnja na tem področju zdravstva v minulem letu in zahtevna, pa tudi lahko kar rečemo, neprimerljiva z bilo kakšno stvarjo v preteklosti, s katero se je pravzaprav država morala soočiti. Ja, pandemija v bistvu neke vrste, rekli, virusna vojna ali nekaj podobno, bi se lahko rekli, kot da smo v vojnem stanju, no, ampak seveda malo drugačne, ampak kljub temu so žrtve v tem pandemiji, v tem času takšne in drugačne, torej in gospodarstvo in zdravstvo in torej tudi življenja so šla zaradi tega virusa. Zdaj, če se dotaknem nazaj zdravstva, v času pandemije se je pokazalo v bistvu, da naše zdravstvo deluje zaradi dobrih zdravnikov in dobrih medicinskih sester oziroma celotnega zdravstvenega osebja. Jaz se jim na tem mestu še enkrat zahvaljujem za vso trud, vso delo, ki so ga vložili v tem
tem času in še verjetno bodo morali za zdravljenje pacientov. Pokazalo se je tudi ta odnos zdravnik-pacient oziroma tudi pomoč med samimi zdravstvenimi ustanovami, da deluje, če pač pride do kaj takšnega in da se da v našem zdravstvu marsikaj premakniti. Da smo uspeli pa tudi v zdravstvu, bom rekla, nove postelje usposobiti, recimo v UKC Ljubljana se 13 let en oddelek oziroma en del stavbe ni primaknil iz surovega stanja in potem je to bilo narejeno v 14 dneh. To pomeni, da se da, če je volja, ker denar je, vendar se v teh letih 10 in več ni pač namenjal za tisto, kar bi se moral. Pokazala se tudi dobra povezanost med primarnim delom, torej med zdravstvenimi domovi in bolnišnicami, torej tudi to bi bilo potrebno ohraniti vnaprej. Kakšni večji premiki v samem zdravstvu pa žal ravno zaradi epidemije niso bili možni, smo pa v enem izmed protikoronskih paketov sprejeli tudi člene, ki govorijo o nacionalnem javnem programu oziroma razpisu, v katerem bi skrajševali čakalne dobe. Sicer to še ni uresničeno, vendar je zakonsko določeno, v katerem se bo vključili vse razpoložljivi kadri, da se določene čakalne dobe skrajšajo, ker pa z roko na srce so se v času pandemije marsikje tudi zelo podaljšale. Slišimo pravzaprav kar številne ocene o tem, kako se je vlada in kako se je zdravstvo odzvalo na to pandemijo. Opozicija je tu kar precej kritična, veliko ostrih besed je padlo. Kaj jim odgovarjate, kako vi ocenjujete svoje delo in pa seveda delo zdravstvenih ustanov? Dobro, naše delo bo ocenjevala javnost oziroma državljani konec koncev. Jaz moram reči, da opozicija ima seveda vso pravico do interpelacij, do nezaupnic in tako naprej. To je pač njihovo orodje, vendar za mene je nesprejemljivo, da se pandemija izkorišča za to, da se pač ruši vlado, namesto da bi pripomogli k temu, da se spoštujejo ukrepi, da se pač pomaga k temu, da se pandemija čim prej, bom rekla, zmanjša, ne pa da izkorišča torej čisto vsako stvar za ali dezinformacije, torej ali za zniževanje ugleda vladi. Jaz mislim, da to, kar gledamo zdaj, ni ravno dobro v opoziciji. Jaz mislim, da bi bilo veliko bolje za njih, pa tudi za seveda, vsekakor za celotno državo, da bi res v tem trenutku, pa že prej, stopili skupaj in v bistvu skupaj z skupnimi močmi to epidemijo vsaj zmanjšali, če že ne moramo takoj končati, ker pač virus se širi, kakor se širi. In zato so bili tudi določeni pozivi, tako predsednika vlade, večkrat o sodelovanju, pisma namere za sodelovanje zavrnjena. V sredo je bil tudi ta sestanek, ki ga je sklical predsednik države na Brdu z vsemi parlamentarnimi strankami, voditelji, pa se LMŠ in Levica recimo nista odzvala. Hkrati pa že napoveduje gospod Šarec, da bo dal ustavno presojo oziroma obtožbo zoper predsednika vlade, češ, da nismo naročili dovolj cepiv, kar je čista laž. Cepiv je dovolj naročenih, problem je samo to, da dobavitelji pač zaradi različnih razlogov ne dobavljajo tako, kot je bilo rečeno, in jaz verjamem temu, kar je načrt tudi vlade oziroma Ministrstva za zdravje, da se doseže do poletja čim višja precepljenost, torej nekje do 70%, vendar samo, če bodo dobavitelji izpolnili svoje pogodbene obveznosti, in predsednik je tukaj tudi na evropskem parketu zelo močen igralec in seveda želi to, da se to tudi sprovede. Gospod Gorenak, ko sva prej govorila o razmerju sil v parlamentu, tudi poslanca manjšin in poslanci Slovenske nacionalne stranke na glasovanjih podpirajo aktualno vlado. Pa tu morda eno aktualno vprašanje, je vlada Zmagu Jelinčiču res v zameno za podporo dala 3 milijone evrov oziroma podprla njegove projekte v tej vrednosti? Ja, kar se tiče manjšincev, je pravzaprav situacija taka. Manjšinski poslanci načeloma podpirajo vse vlade.
To je treba zelo jasno povedati. Jaz poznam v zgodovini samo en primer, ki se je zgodil leta 697 leta, ko je Drnovšek sestavljal tisto vlado, da so manjšinci bili jeziček na tehtnici. Tako da tudi jaz ne vidim nič posebnega, z njima smo sklenili tudi en sporazum, ki pač pomeni določene finančne posledice, ki pa gredo za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti. Govorimo o šolah, govorimo o nekih kolesarskih poteh in tako dalje in tako dalje. In ona dva sta s tem zadovoljna in tudi zelo jasno povesta, da bo ta vlado podpirala, ker konec koncev nista bila do sedaj navajena to vrstne pozornosti, če smem temu tako reči. Ena od mojih temeljnih ali pa pomembnih nalog je tudi komunikacija z njima in pomoč njima v razmerju do ministrstev. Kar se tiče Jelinčiča, vsej Twitter prenese vse, pa Facebook tudi, tudi jaz sem zasledil to, češ 3 milijone so mu dali, zdaj pa mir pred njim. Zdaj pa ljudje mislijo kaj, da sem vzel na torbo, pa nesel 3,5 milijona, ali kaj mislijo ljudje, To je pač človeško in ljudsko. Zakaj gre v resnici? Gre za 3 amandmaje, ki jih je Jelinčič vložil na proračun, za to celjsko okolje, recimo je to zdravstveni dom Slovenske Konjice, ki je bil vrednoten za 1 milijon evrov, zdaj bo 1,6 milijon celo. Gre torej za podporo amandmajem Jelinčiča. In denar ni šel v noben kufr pa Jelinčiču, ampak ljudje pol tako mislijo. Šel je ljudem, recimo v Slovenske Konjice, mislim, da tudi Ormož in nekje v Zasavju, kakor se spomnim. Tako da Jelinčič je pragmatičen, podpira, očitno glasuje tako, kot ste lahko videli, ampak se to ni prvič. Lanskoletni proračun ne bi bil sprejet, Šarčev ta zadnji, če ne bi Jelinčič prispeval glasov. Ministrice za Slovence po svetu ne bi dobili, Anike, kako je že bila, Avstrijke, Mlinarjeve, če ne bi Jelinčič. Tako je, pač mu ne smemo tega zdaj učitati. On je podpira tudi leve vlade. No, opozicija pa je med razlogi za konstruktivno nezaupnico navedla tudi slabo stanje demokracije v Sloveniji, potem vmešavanje v neodvisnost sodstva in medijev. O tem je razpravljal celo Evropski parlament. Vas skrbi mogoče tudi dejstvo, da se tudi tuji mediji zdaj v svojih člankih v zadnjem obdobju ukvarjajo s to temo Slovenije? Mene ne skrbi za stanje demokracije, niti za stanje v sodstvu me lahko skrbi, ampak iz drugih razlogov. Nekaj moramo vedeti po vseh teh zadevah. Dan včeraj je tudi OECD nekaj dal neko sporočilo, če se spomnite o tem, da ne preganjamo korupcije in ne vem kaj vse. Glejte, če kdo v Sloveniji misli, da nek časopis Politiko, ali kako se imenuje spletni portal v Bruslu, ali pa nek drug časopis skrbi stanje v Sloveniji, pojma nimajo o tem. Pojma nimajo o tem. To napiše slovenski novinar, pošlje v Bruselj, bruseljski novinar se podpiše in evo ga. Včasih niti to. Evo ga. Tudi, še to ne, tudi te smernice, ali kaj je OECD dal včeraj neko poročilo, češ da premalo skrbimo za pregon korupcije tega tistega onga. Glejte, zdaj ne smem s trdilnim stavkom to reči, ker me lahko človek toži, ampak jaz sem globoko prepričan, da je to pismo nastalo v krogu Draga Kosa, bilo je posredovano na OECD, in OECD je rekel, da se slab preganja korupcija. Pojma oni nimajo o tem. Tako da gre za eno nagajanje, gre za neke reči. Poleg tega pa to, napadate novinarje, ni medijske svobode in tako dalje in tako dalje. Mednarodne študije povedo, da je 85% slovenskih teh nacionalnih, ne govorim zdaj v vaši televiziji, teh medijev na državni ravni usmerjenih levo. Pa tudi lastniška struktura je taka, vsaj do nedavnega bila v nekaterih. Tako da, to so izvožene stvari v tujino, pa potem jih Slovenci nazaj kupimo. Tako kot smo Patrio v Sloveniji ustvarjali, poslali na Finsko, pa s Finske nazaj prišla.
Kaj pa nevladne organizacije? Tudi tu slišimo veliko očitkov, da jih želi vlada, tako kot nekatere kulturnike, pravzaprav tudi z zmanjšanjem sredstev dobesedno uničiti. Ja, gledajte, zdaj, kar se tiče kulturnikov, leta 1991 ali tam nekje, smo imeli, mislim, da okoli, ne vem to natančno številke, se zdaj tudi zmotim, ampak nekaj nad 100 ali nekaj takega teh kulturnih delavcev, ki jih je država financirala. Danes imamo 2500, 2500 jih imamo. Oprostite, jaz bom zdaj malo grob, bom rekel takole. Če nekdo misli, da je kultura to, se upravičujem, da ženska da dojko ven, pa pes tam, bom rekel, sesa mleko, oprostite, to za mene ni kultura, to je ena zadeva. Druga zadeva, kulturniki so nasilni, se jih vidite, tisto kulturno ministrstvo je kar naprej porisano, popisano, pa skozi leti na barvati. In tretja zadeva, kar se tiče pa nevladnih organizacij, mogoče me boš popravila, ampak gledajte, v 10 letih je iz proračuna šlo za obnove domov za ostarele okoli 30 milijonov, za študentske domove okoli 35 milijonov, ja, za nevladnike pa 700. Ja, oprostite. To ne bomo mogli več, poleg tega je pa neki, Mi ne moremo, jaz se zavedam, da so torej nevladniki pomembni in tako dalje, in jim te pomembnosti ne odrekam, ampak, ko pa so politični aktivisti in skrajno zagovarjajo politična stališča slovenske levice, je pa konc, Je pa konc. To pač tako ne bo šlo, Ja, tu če lahko dodam, recimo v javnosti se pojavlja, da želimo uničiti nevladnike, kot so gasilci, To definitivno ne drži, Vsekakor pa ne vem, ali gledalci želijo imeti nevladno organizacijo, ki se imenuje Zavetišče za zavržene rastline, ki pokasira nekaj tisoč evrov ali celo milijon, ali želi to financirati, Vsekakor vlada se zavzema za nevladne organizacije, kot so gasilci in tako naprej, in tiste, ki prispevajo k razvoju družbe in jim ne odreka tega, daleč od tega, ampak pravim, ko pa gre za takšne nevladne organizacije, ki so samo na papirju mogoče in potegnejo kar nekaj denarja iz proračuna, je pa vprašanje drugo. 8. marc, Mirovni inštitut, pa ne vem, kdo vse. Gospa Godec, prej ste, če morda postavim še eno tako lokalno vprašanje, prej ste omenili, da je bilo zaradi te epidemije nekoliko manj denarja za naložbe v zdravstvo, pa vendarle v Celju se gradi nova bolnišnica. Dolgo smo jo pravzaprav čakali, zdaj počasi bo ugledala luč sveta, Ne vem, če sem rekla prej, da je šlo manj denarja za naložbe, pa mogoče se zdaj takoj popravim, če bo tako razumljeno, zato ker ne drži, ker bomo financirali, oziroma država, vlada bo financirala iz proračuna negovalne bolnišnice in tudi veliko denarja bo namenjenega iz sklada za okrevanje. In tako kot ste dejali, tudi določeni deli bolnišnic se bodo renovirali oziroma se bodo nadgradile, tako kot recimo celjska bolnišnica. Jaz sem vesela, da je to v Celju in da se tudi tukaj so se začele zadeve spreminjati. Tako da v zdravstvo se bo vlagalo še več kot se. Govorim mogoče samo o tem kadrovskem delu, kjer je še pa potrebno marsikaj narediti. Treba je pa povedati, da smo tudi vpisna mesta na fakultete bom rekla, regulirali v smislu, da gre več za vpise v računalniške smeri in pa medicinske smeri. Tako da tudi na tem področju definitivno so premiki. Mogoče, če lahko, zdaj prehajam seje vlade. Na tej seji vlade smo obravnavali, po mojem, dva zelo pomembna dokumenta. Eden je zakon o debirokratizaciji, s katerim posegamo v vrsto zakonov, da bi zmanjšali administrativne ovire, zato da bi lahko ta država hitreje delovala. In drug pomemben akt je pa seveda ta, gledajte, mi imamo od zdaj, pa tamle do leta 2027, dejansko na razpolago
11 milijard evropskega denarja. To so tista redna sredstva, to so tista nepovratna sredstva, delno so pa krediti, ki so ta čas skoraj zastonj. Vi vzamete kredit, pa vrnete potem manj, ne? To se še ni nikoli dogajalo. In prav na današnji seji vlade smo obravnavali te projekte, ki bi jih, odnosno ki jih bomo v času do leta 2027 sfinancirali s tem denarjem. Jaz se še spomnim pogajanj leta 2012, mislim, da je bilo, za proračunska sredstva, torej za sredstva Evropske unije, ne? In takrat so Sloveniji že napovedovali, ne, da bomo tja plačevali, nič kaj ven dobivali, ne, če se spomnite. Ne. Ampak žal je razvoj Slovenije od leta 13 do leta 19 toliko fejs stagniral, ne, da smo zdaj spet bili upravičeni do znatnih evropskih sredstev. Ljudje si niti ne predstavljajo, lete, ampak 11 milijard, to je tak denar, da ne vem. En proračun države. En proračun države, sigurno. Ne. Še zraven, ne. Gospa Godec, kakšen pa je zdaj vaš pogled v prihodnost? Bo ta vlada po vaši oceni dočakala konec mandata ali bomo odšli na predčasne volitve? Pa mogoče kaj je po vaši oceni boljša opcija za Slovenijo in za državljane? Zdaj napoved, ponovadi Vinko da na Twitterju vremensko, kdaj je oblačno, kdaj je točen in tako naprej, zdaj pravi, da je dokaj jasno. Ja, torej imam prav. Ne, jaz mislim takole, opozicija bo seveda nenehno vsak dan poskušala rušiti vlado, že večkrat je poskušala z različnimi imeni in se med sabo tudi skregala, torej ti napadi bodo nenehno. Jaz mislim, da je vladna koalicija dovolj trdna, seveda je pa odvisno tudi od poslancev v državnem zboru, glede glasovanj, tako kot je Vinko povedal. Dokler ima vlada dovolj glasov v parlamentu, ni problema. Jaz mislim, da vlada z predsednikom Janšo in pa vsem obema podpredsednikoma Toninom in Počivalškom ter seveda z Desusovim ministrom dela dobro, da tudi ministri pride do kakšnih zadev, ki smo nezadovoljni, tako mi kot ljudje, ampak jaz mislim, da do zdaj ni bilo nekih takšnih zadev, kjer jih ne bi podprli. Torej, jaz mislim, da bo zdržala, da bo vladala do konca, pred nami je predsedovanje, ni se zaigrati, to ni hec. Jaz mislim, da si Slovenija ne more privoščiti vmes ali pa predčasnih volitev ravno v tem trenutku ali pa v času predsedovanja. Ko bo konec predsedovanja, pa so že pa volitve skoraj da pred vrati, pomeni tam nekje maja, mislim, da so možne volitve. In veste, kako je pol leta pred volitvami, se pa začne tekma iz vseh strani, s tem, da Slovenska demokratska stranka je pa pripravljena kadarkoli, tudi če so predčasne volitve. Gospod Gorenak, mogoče zdaj še en vaš tak pogled v prihodnost, pa mogoče bolj z tega stališča, kaj vse vlado še čaka zdaj do recimo naslednjih volitev? No, najprej bo nekaj teh paketov debirokratizacije, kjer posegamo, bom rekel, v take čisto človeške zadeve. Ali bo v neki vasi, ker nima riške vežice, človek lahko doma že ležal mrtev, če želite, ker imate danes cel kup težav, do gradbenih dovoljenj, do zakonskih stvari. Recimo, kot primer ne navedem, vsi veste, da ko dobiš priporočeno pošiljko, moraš napisati 21. julija 1000, blablabla, tega ne več, in vse več bo šlo na elektronske podpise in tako dalje, ampak več to vrstnih paketov bomo sprejeli, to je eno. Drugo je seveda predsedovanje. Naj vas spomnim, leta 2007 smo imeli v državnem zboru izredno sejo državnega zbora, ker je Levica trdila, da Slovenija ni pripravljena na predsedovanje, da je Janez Janša nesposoben predsedovati Evropske unije in tako naprej. Ko je pa Janša jim rekel, prav, sestavite vlado pa pejte predsedovati, so se pa umaknili, pa ni bilo nič tistega več. Tudi zdaj se dogajajo pomembne stvari, mimo grede, recimo, ko smo nehali predsedovati, je kar en del parlamenta pel slovensko himno, ne pozabimo tega, vsaj eni so verjetno bolj momljali, ker niso znali besedila, tako da jaz sem prepričan, da bo to predsedovanje izpeljano odlično, tudi zato, ker je še zdaj edini v Evropi, ki bo dvakrat predsedoval, edini v Evropi, noben še ni bil, kakor jaz vem, predsedovanje bi jaz rekel, potem seveda je pa dodelava vseh teh programov, o katerih sem prej govoril, da bi do leta 2027 pobrali tistih 11 milijard, ki dobesedno ležijo v Bruslju in nas čakajo. In če mi ne bomo sposobni tega pobrati, bo pa kdo drug.
Zato moramo vse sile usmeriti v to v tem času, ki prihaja. Ja, ta zadnji paket, no, če lahko samo dodam, PKP9, Ja. zadnji protikoronski, ki naj bi bil, mislim, ki bo namenjen izhodu iz krize, ne. Torej za pospešitev gospodarstva, nova delovna mesta, pa delno ohranjene in pa nova delovna mesta, no. Verjetno bo tu potrebno tudi v nadaljevanju še sprejeti kakšen podoben ukrep, ne? Ja, tu mislim, da to bo zadnja stvar, ki bo in bo tudi povezana s temi načrtom za, ja, s PKP-ji, ne, mislim, mi rečemo PKP, protikoronski paket za občinstvo, pa da, no, to, da je povezano z načrtom za okrevanje v teh evropskem sredstvih, ki je Vinko govoril. Najlepša hvala obema za tale pogovor, vse dobro in kmalu znova nasvidenje v našem studiu. Hvala vam. Hvala. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, hvala pa tudi vam za pozornost, prijeten preostanek večera in nasvidenje.